1. marec je dan, ko se svet pokloni srčnosti in pogumu pripadnikov enot in služb civilne zaščite, hkrati pa je namen tega dne tudi krepitev javne zavesti o pomembni vlogi te organizirane oblike pomoči, zaščite in reševanja. Vsakoletno srečanje pripadnikov enot in služb civilne zaščite, ki delujejo na območju Posavja, je tudi priložnost za pregled izvedenih aktivnosti in usposabljanj preteklega leta ter pogovor o načrtih za prihodnje obdobje. Redno usposabljanje ekip pripomore k ustrezni strokovnosti ter tudi pripravljenosti na ustrezen odziv ob nepredvidenih razmerah v našem okolju, ko je hitra, učinkovita in strokovna odzivnost ključ za uspeh. Tega se pripadniki enot in služb civilne zaščite dobro zavedajo, zato redno sodelujejo na različnih dogodkih, kot je bilo lansko regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa v Krmelju. Posavske ekipe civilne zaščite se redno udeležujejo tudi usposabljanj na nacionalni ravni. Na lanskem državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa, ki je potekalo oktobra v Ormožu, je 14 najboljših ekip iz celotne države svojo usposobljenost merilo na 7 lokacijah v Ormožu. Med njimi je bila tudi ekipa iz Gasilske zveze Sevnica. Člani ekip so preverjali svojo usposobljenost z ukrepanjem v primeru posledic prekomernega uživanja nedovoljenih poživil in substanc, v primeru prometne nesreče, v primeru razlitja nevarne snovi, ki ogroža okolje, ljudi in živali, v primeru nesreče pri lovu na divjad, v primeru požara v objektu polnem ljudi in v primeru množične nesreče. Člani ekip so s preizkusom testirali tudi svoje teoretično znanje. Njihovo delo, znanje in odzivnost so ocenjevale strokovne komisije, na dogodku pa so sodelovali inštruktorji, gasilci, prostovoljci Rdečega križa Slovenije in številni drugi. Dogodki preverjanja usposobljenosti in vaj so atraktivni tudi za obiskovalce, ki se z ogledom prikazov ustreznega ravnanja v primeru nesreče tudi sami izobražujejo na tem področju. Poleg usposabljanj ekip civilne zaščite je pomembno tudi nenehno preverjanje delovanja sistemov koordiniranja reševanj ob večjih naravnih in drugih nesrečah, kot je denimo gozdni požar. Na lanskoletni gasilski vaji regije Posavje, ki je potekala v Vrtičah, so ekipe poklicnih in prostovoljnih gasilcev povezanih v Gasilske zveze Brežice, Krško in Sevnica ter ekipe policije, civilne zaščite občine Brežice, reševalcev nujne medicinske pomoči Brežice in Slovenske vojske preverjale usposobljenost in sposobnost usklajene ter učinkovite medsebojne koordinacije, ki je pri posredovanju ob obsežnejših naravnih nesrečah nujna za uspeh. Vaja Rtiče 2019 je bila izvedena na podlagi predpostavke, da je zaradi delovne nesreče pri pospravljanju lesa v gozdu prišlo do večjega požara na težko dostopnem terenu nad naseljem Rtiče. Cilj vaje je bil preveriti in oceniti predvidene rešitve in delovanje sistema vseh vključenih organizacij ter hkrati preizkusiti pripravljenost štaba civilne zaščite občine Brežice za operativno vodenje aktivnosti. Reševanje poškodovanega sodelavca Komunale Sevnica, ki se je polil z neznano nevarno tekočino, ter gašenje požara odpadkov, natančneje plastične embalaže, sta bila preizkusa lanske gasilske vaje občine Sevnica, ki je potekala pri zbirnem centru za odpadke v Sevnici.
Vaje, ki je potekala v organizaciji Občine Sevnica, Gasilske zveze Sevnica in Komunale Sevnica, se je udeležilo 115 gasilcev iz 11 prostovoljnih gasilskih društev, reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Sevnica in policisti Policijske postaje Sevnica. Sistem zaščite, pomoči in reševanja mora v vseh pogledih delovati učinkovito in povezano. Nenehno usposabljanje pripadnikov civilne zaščite in drugih sistemov reševanja omogoča zagotavljanje varnosti prebivalstva in premoženja ob nepredvidenih razmerah v našem okolju.